Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Daj. Ja, dober večer, no. Mami Zinka, Prerok, Štefan Srečko, Janez Prinašalec, Ismet Melita, Tomaš in ostala elita. Evo sem dodal še Ismeta iz Twitterja, da mal popestri ta nabor novozaveznih imen in telefonskih legend, ker je on namreč z Twitterja. Pa da imamo še zadnjo knjigo Abrahamovo pokrito z eno tako skupno željo, oziroma da jo osvetlimo, da bi bila tale oddaja čim bolj pluralna. Čeprav je Ismet v resnici iz Horjula. Je pa reden komentator na Twitterju in da združimo ta dva svetova na en tak malce bolj prazničen ali pa gala način, ga umeščamo noter. Cireja danes ni, lošči svoja pnevmatska kladiva, ker bo jutri sneg, na njegovi poziciji danes nastopa Vlado. Bodite nežni z njim. 014752202, Lojtra Toplovod, če twitate. Govorimo pa o svobodi danes in to povsem svobodno. Dajmo eno tako izhodično vprašanje postaviti, ki se glasi: ali, oklepaj še, zaklepaj, verjamete, da živite v svobodnem svetu? Zakaj ja, če ja, in zakaj ne, če ne? Tako fino je, da poskusite to argumentirati. Pa kaj bi svoboda lahko sploh predstavljala? A imamo kako referenco? Referenca se mi zdi, da manjka. Zdaj, ko gledam odzive na Twitterju, tamle zgodaj popoldan sem objavil tole vprašanje. Nič konkretnega, tako kot da se je mal brez veze v temle času, torej 4. januarja leta 2022, ko vam novo leto voščim svobodno 2022, sploh pogovarjati o svobodi. Eni so ezoterični blazno in da v materialnem svetu ni svobode. Pretežno pa predvsem vsi zaenkrat na Twitterju duhovičijo neke šale iz fantovščine, češ kako bom svoboden, če sem poročen. Skratka, nič konkretnega, kot da ni neke poštene reference, kaj bi to lahko bilo. Je pa res zagaman zgodovinski čas, ker ne vemo, čeprav se sprašujem, Jimi Hendrix, ki ga bomo slišali čez nekaj sekund, je, ko je pisal komad Freedom, verjetno imel neko referenco v glavi, ali pa Janis Joplin, pa sta bila oba takrat generacija otrok kapitalizma. Tudi moj foter z brki je imel leta 85 neko referenco, kaj bi pomenila svoboda, jasno, ne? Tako kot so jo imeli osvoboditelji leta 45, ki so nas tako osvobodili, da jih je bilo treba potem praktično na polno silo in s kančkom vojaške intervencije zbrcati s trona, zato da smo lahko potem zaživeli svobodo mojega fotra z brki, ki se je predstavljal svobodo kot to, da dobimo te jogurte, in je rekel: sine, evo, zgodovina je končana, klemaš tvojo svobodo, počni z njo, kar že boš. Ampak potem se nam je zdajle po vseh teh 3 desetletjih te super simpatične svobode zgodil ta COVID, ki ni samo virus, ampak je v resnici razgalil tudi prej neosvetljene kote naše družbe. A ste začeli v tem času razmišljati o tem, kako svobodni ste v resnici? Pa ne gre zgolj za tiste PCR-je, PCT-je in podobno, ne? Zgodili so se še drugi uvidi, ne? Tudi naš bivanski format, za katerega smo postavljeni na ta svet, je postal bolj transparenten. In naša odvisnost v odnosu do tistih, ki nam svobodo upovedujejo, jo po svojih vatlih uglašujejo in nam jo po drobtinicah drobijo.
Dajmo se naprej. Ste se vprašali, kaj pomembnega v svojem življenju razen barve zobne krtačke sploh lahko še izberete, ko govorimo o svobodi? Dajmo se vprašati, kako kot posamezniki, ki smo vedno bolj nadzorovani, kako daleč smo recimo v tem trenutku od kitajske realnosti državnih točk. Tudi to mi je danes prišlo na misel, ne? Ker danes marsičesar ne smemo, če nismo storili tega, kar je recimo oblast zaukazala. Pa ne rečem, da je to narobe, ampak predstavljam si, da bi v svobodni družbi bival med odgovornimi posamezniki, ki tolikan represije ne bi potrebovali. Ali se pa motim, mogoče pa svobode preveč in smo zdaj dobili poduk o tem, ne? Veste, na Petrol ne moreš po tampone, če nimaš digitalnega potrdila oziroma državnih pik na digitalnem potrdilu. Ampak je to odgovorno, ne? Zdaj porečete, to je odgovorno. Pa kaj mislite, da kitajska partija reče, ko zapove, kako se morajo obnašati na tramvaju? Da rečejo, ja, to je zdaj zato, ker smo mi tako rekli. Ne, vse je zavito v parole skupnostnega, odgovornega, nekoliko starejši od mene ste lep čas živeli tisti naš svobodni socializem, kjer je bilo tega precej in se je bilo potem potrebno osvoboditi. Ampak takrat je obstajala neka referenca, kaj to pomeni svoboda. Vsako poletje so se k nam na morje vozile te reference v belih golfih z daljne Nemčije in to se nam je takrat zdelo to, oziroma se jim je. Skratka, a smo res tako daleč od te distopične realnosti ali še vedno torej verjamete, da živite v svobodnem svetu? Zakaj ja, zakaj ne, če ne? A ste med covidom, ki ni samo virus, ampak je, kot rečeno, razgalil tudi druge težave naše družbe, začeli razmišljati o svobodi na kak drug način? Dajva enega Hendriksa, 01475 2202, potem pa nadaljujemo s prvo oziroma prvim svobodnjakom oziroma svobodnjakinjo. So I bought my leg. You even messing with my children, and you're screaming at my wife. Get off of my bed if you wanna get out of here alive. Freedom, that's what I want now. Freedom, that's what I need now. Freedom to live. Freedom so I can give. Electric water, you got my soul screaming and hollering. You know you hooked my girlfriend, you know the drugstore man. Well, I don't need it now, I'm just trying to slap it out of her hand. Freedom, so I can live. Freedom, so I can give. Freedom, yeah. Freedom, that's what I need. You don't have to say that you love me if you don't mean it. You better believe if you need me or you just wanna bleed me. Better stick in your dad and someone else so I can leave. Set me free. Jimmy, hvala.
za svobodo. O svobodi danes govorimo v prvi oddaji leta 2022 v toplovodu 01475 2202. Kako sploh v teh časih govoriti povsem svobodno o svobodi? Dober večer. Dober večer. Živijo. Živijo, Gregor tale. Gregor, živijo. Ti, Miha, jaz pa mislim, da svoboda je samo vsakega posameznika odločitev. Ja, kaj to pomeni? Ja, to lahko kar hoče si pač razmišljati o svojem trenutku. Ok, ampak zakaj se pa potem ljudje kdaj, recimo na vsake zgodovinske kvatre, kolektivno osvobajajo? Ja, mogoče imajo pa prav. Ja, ne vem, ampak zdaj govorite, da je to stvar vsakega posameznika. Je to tako celo zgodovino ali je to zdaj, ko smo dokončno svobodni? Ja, glede na to, da se vsak odloča zase, je to svobodno, a ne? Ja, ok. Kaj imate pa v mislih, ko rečete, da se vsakdo odloča zase? Ja, glede na to, da je svoboden, lahko vsak govori, kar hoče. Okay. Če to sprejme družba ali ne. Ja. Pa se vam zdi, da družba sprejema, da vsakdo govori, kar želi? Ne. Ne. Ja, to si lahko vsak razlaga na svoj trenutek, ne? Pa tako, kad ima svobodno odločitev, je itak trenutek v svobodni odločitvi. Ok, a vam se zdi, bom tako vprašal, verjamete, da živite v svobodnem svetu po svobodni družbi? Zase ja. Kaj to pomeni zase ja? Ja, da sem svoboden. Kaj pa to pomeni, da ste svobodni? Zdaj bo potrebno to argumentirati. Nekako zdaj utemeljujete to vašo svobodo, da imate v tem trenutku, v tem času in tem prostoru dovolj svobode. Ja, dokler človek razmišlja svojo glavo, okay. Bo vedno svoboden. Bo vedno svoboden, ampak sej razmišljaš lahko vedno svojo glavo, ne? Kaj pa govorim? Ok, razumem, ja, skratka, tudi Solženicin je bil svoboden. Težka. Ne, sej, po vašem kriteriju je na nek način bil. Gregor, najlepša hvala, tudi to je lep začetek. Malenkost. Evo, svobodno 22, 01475 2202 in tako ohlapno izhodiščno vprašanje, ali verjamete, da živite v svobodni družbi oziroma svetu, zakaj ja in zakaj ne, če ne, in kaj je vam referenca svobode, kaj bi to pomenilo. A ste med to zadnjo 20 mesecev trajajočo virotično etapo začeli o svobodi razmišljati na kak drugačen način? A ste se vprašali, kaj pomembnega v življenju, razen barve zobne krtačke in znamke avtomobila, si v resnici svobodno izberete in tako naprej. Dober večer, kdo je z nami? Živijo. Živijo. Ksimeroni. Ksimeroni. Ja, Vipavska dolina. Tudi v redu. Geografsko poreklo lahko v toplovodu mirno zamolčite. Ok. Ja, o svobodi, ne? Ja. Jaz ne bi rekel, da je to več svoboda, ne? Ja. To je... Aj blag, da je svoboda? Ampak mislim, vsaj občutek se mi zdi, če ne da ne. Mislim, svoboda, ne? Dosti več je bilo, kot je zdaj, ne? V kakšnem smislu? Ne vem, si lahko mirno šel kamorkoli si hotel, ne, da zdaj hodim, kamorkoli grem, razumem, to mesto duhov. Ja. Ja, to... Ne vem, če to več svoboda, kaj ali so ljudje sami po sebi takšni, da pač se ne vem, česa bojijo, ne? Ja. Pač da šlo je v franže, pravo mi gre. A samo... To vse A samo... Ni samo to, le tudi svobodno to, da ti hočeš v neki lokal, razumeš, in zahtevajo tebe top. Ok, to se Sam delam v gostinstvu, razumeš, in sem zdaj čez vikend
primeru teh PCT-jev lahko da je 2000. In letiš na razne, razumiš, te odzive, ne? Ja. Eni to mirno, razumiš. Ne vem, jaz osebno tega ne podpiram, ne? A veš, ko si ti prav prej v Kitajski, ne? Ja. A veš, govorijo teorija zarote, ne? A veš, da bomo mogoče svobodni. Kdaj? Ko 99% pocepljenih, ne? Ko imamo njihove podatke in ko bi morali še vedno, kamorkoli bodo prišli, kazati te aplikacije, ne, nekomu. Ja, jaz se verjetno z vami strinjam, da je to precej irreverzibilen proces, oziroma da se stvari potem, ko se in če se seveda to umiri, nikakor ne bodo vrnile nazaj v prejšnje stanje. Ampak po drugi strani, to sem hotel samo kot neko usporednico s tisto, kako se nam je recimo to kitajsko zbiranje državnih pik zdelo skrajno sprevrženo 3 leta nazaj. Je bilo to recimo nam popolnoma nepredstavljivo, danes nekaj podobnega prakticiramo na vsakdanjem nivoju. Skratka, mi imamo v nekem digitalnem zapisu noter, bom rekel, državni žegen ali pa ne žegen, ne, ker če se vmes spremeni uredba in nekaj velja namesto 71 ur, 24 ur si potem rdeč in ne zelen in skratka, podobno to funkcionira. Ne. V tem času se mi zdi, da se je začel Se mi zdi, da je to najcenejša varianta, veš. Ok, ampak lahko razmišljava onkraj teh covidnih regul, kam bi to lahko vodilo? Kaj to vodi? Oziroma, a je bilo to že prej tukaj, samo da se tega, bom rekel, blago omamljenju od vseh blagodati potrošniških družb nismo zavedali? Ja, po moje dnevno. Po moje se nismo zavedali, ne samo zdaj, pa ne vem, ali šlo to predaleč se skupaj, ne. Ja, kaj pa zdaj, vse, kot sem ti rekel, se mi zdi, to je najcenejša varianta. Če še neke kamere postavljajo dan. To meni se zdi to najcenejša varianta. Pri končni fazi, jaz tudi, če grem šihce, moram testirati. Ja, to se mora vsak, če hoče kamorkoli videti, ne. In vse posod v neki bazi imajo tvoje podatke in enostavno vejo točno, kje si, kdaj si, čim ti poskenirajo tako, ne. Okej. Ja, in prepričan sem, da bo to vodilo kmalu v izjemne tehnološke rešitve. V Ameriki se mi zdi, da je Amazon že razvil nek sistem za prepoznavo obrazov, ki ga zdaj na veliko prodajajo vsem, ki organizirajo množične prireditve in jasno ga bomo vsi z veseljem sprejeli, ker nam bo to, bom rekel, spet olajšalo konzumiranje blagodati. Svoboda. Ja. Zakaj so se dosti si jih jaz srečal, razumeš? Sem se šel cepiti, zakaj? Prva je bila družbena odgovornost, to sem nekaj časa nakladali, ne? Sem mi pravi za svobodo. Samo kakšna svoboda? Ti si svoboden, ko nekam prideš, ko nekam hočeš iti, ko prideš tja, pokazati osebni dokumenti in aplikacijo. Bom, tup. Ok, ampak lahko razmišljava še o svobodi onkraj, ajde hipotetično, da jutri pride nekdo z neko čarobno paličico, enkrat zamahne in COVID izgine iz sveta in dejansko se s tem vedenjem, ki ga imamo danes, vrnemo v čas pred. Tistim. A bi rekli, da je tisti čas bistveno bolj svoboden? Zdaj smo imeli samo občutek, da je bil, ne, lahko ni bil toliko, ne vem, vsiljivo nasilen. Si hodil okoli, se po vsej verjetnosti tudi točno vedeli, kje si, ne, se to ne moramo, ne, se šlo pa to tako odkrito, da je ne štekam iz tega. Kaj pa je svoboda sploh? Kaj pa je sploh svoboda? Prej smo slišali o individualni svobodi, da je vsakdo svoboden, je rekel Gregor. V svoji glavi si ti lahko. V svoji glavi, ne? Ampak obstaja nekaj. V svoji glavi si tudi jaz svoboden, si tu najbrž tudi ti svoboden. Nekateri pač niso, nekaj pač z nekimi strahovi. Ampak. Kaj pa svoboda, kaj bi pa pomenila svoboda v nekih družbenih interakcijah? A je to potencial oziroma občutek, da dejansko lahko skozi neke skupne aktivnosti, pa naj si bo to demokracija ali pa kaj podobnega, kaj spremenimo? A bi bila to ena oblika svobode? Se ne veš, če bi bila ali ne bi bila. Se niti ne vem, se niti ne predstavljam, kako ti praviš, kaj svoboda ne bi bila. Ja. Kaj ne bi bila kaj svoboda? Bi bila? Kaj je ti svoboda? Ne? Se svobodni smo, ne, v končni fazi. Svobodno se lahko sprehajamo, dokler te nekam nekdo ne zapre
ti vzame svobodo, ne veš, kaj je svoboda. Ne? Torej, Okay. mi smo še vedno svobodni, še vedno se lahko sprehajamo. Ne? So pač samo tle neke klike, ki nam pa zdaj v tem trenutku ne kako ne sedejo. Ne? Okay. Se čutimo nekako zaustavljeni ali pa ubirani ali karkoli. Ne? Se, kaj ne bi bila svoboda. Prej Jimi Hendrix pel o svobodi, pa oni so živeli svobodo. Vsaj izgledalo je tako, da bi išlo to seveda v cash, ki ga pač na koncu pol povozil. Okay. Študijega je kapital tako rekoč povozil. Se to ne, vsakič se zgodi nekaj tako radikalnega, da potem Ja. se osvobodimo nazaj v tisto, kar mislimo, da je svoboda. Mogoče nadaljujemo. Ksimeroni, najlepša hvala. Ja, Nikejo, ajde. Ajde, čau. Upam, da bodo namesto pravkar slišanega gostinca kmalu digitalne oziroma elektronske naprave preverjale državno podsahnenost potencialnih pivcev kave, vina in sokov. O svobodi govorimo. Dober večer. Dober večer, sem jaz. Vi ste? Ja, Juri, pri telefonu iz Juri, Luksemburga. Juri, živijo. Živijo. Svoboda je taka zelo široka tema. Ja. Pa bom najprej rekel tako, da svoboda je v eni stvari subjektivni občutek. Lahko se počutiš svobodnega tudi, če si v zaporu, naprimer radikalno, ne? Pa si še vedno v glavi svoboden v svojih mislih. Gibanje je pa omejeno, ne? Tako da v tem primeru nisi svoboden. Ja. Zdaj, v tisti svobodi, ki jo pa živimo iz dneva v dan, imam pa jaz tako stališče, da je družba toliko svobodna, kolikor je družben ustroj, se pravi, bom rekel temu državni ustroj, nekorumpiran. To se pravi, če sem jaz, bom rekel, enako obravnavan kot bom rekel, državni uslužbenci pred samimi njihovimi ali pa državnimi inštitucijami, potem se jaz čutim svobodnega. Se pravi, v primeru COVID potrdil, če moram jaz pokazati neko potrdilo, to ali ono, ne, in, je to, in to velja za vse, potem je svoboda razporejena pravično. Če pa nekomu nekaj ni treba, ne, meni pa je treba, pa živiva v istem mestu, v isti državi, pod isto oblastjo, potem pa jaz temu ne bi mogel reči svoboda. Eden bi rekel, da je to pravično ali pa ne pravično. Seveda, svoboda je lahko samo pravična. Tako da, koliko smo danes svobodni, nismo. Če parlament in pa vlada predstavi nek zakon in ga parlament sprejme, pa je potem ta zavržen na ustavnem sodišču, je to recimo poskus odvzema svobode na ustavni ravni. In jaz včasih sprašujem, zakaj za to vrstna dejanja ni predvidenih sankcij. Za ustavno sodišče imate v mislih? Ne, recimo, ko vlada da en predlog, pa je ta vlada ali pa ona, in je celo zakon sprejet, kasneje pa ustavno sodišče ugotovi, da je zakon protiustaven. Če jaz naredim nekaj protiustavnega, bom kaznovan. Če pa državni zbor naredi nekaj protiustavnega, recimo celo sprejme zakon, ki je protiustaven, pa ni nihče kaznovan. Tako da o kakšni svobodi na tej ravni v Sloveniji ne moramo govoriti. Torej nismo svobodni kot Slovenci. Glede na to, da pa živim v Luksemburgu, kjer se te zadeve bolj redko dogajajo, pa recimo, da sem si najdel en košček, kjer svoboda malo bolj deluje. Ok, a lahko kako ilustracijo, zakaj se tam počutite bolj svobodnega, kot bi se tukaj? Zaradi tega, ker še nikoli nisem bil iz strani državnih inštitucij šikaniran tako, kot sem bil v Sloveniji. Da ne rečem, recimo, da so mi zarubali z računa nekaj, kar so mi sicer kasneje vrnili, takrat je bil direktor Simič davčne, in je potem rekel, vidite, gospod Romik, se da vse urediti. Ni stvar v tem, da se da vse urediti, stvar je v tem, da se zgodi nekaj, česar se ne bi smelo zgoditi. To se pravi, to je bil recimo za mene absolutno odvzem svobode, ker sem se mogel z nečim ukvarjati, kar sem popolnoma izpolnil. Če me razumete, pa sem vsem potem mogel posredovati, da sem uveljavil svojo svobodo. Razumem. To je boleče. To je bila zdaj čudovita ilustracija. Lahko še malo nadaljujeva. Recimo,
ta primerjava med Luksemburgom in Ljubljano mi je všeč, med dvema demokracijama, eno morda bolj optimizirano, v navednicah, drugo manj. Ne? Ampak a to drži? Torej, na tej ravni to drži. Na drugih ravneh pa je pa zelo spozak teren, zaradi tega, ker je Luksemburg precej, jaz bom rekel temu, drugače ropovska država kot Slovenija. Če v Sloveniji kratijo svobodo državljanom, lastnim, pa je v Luksemburgu na nek legalen način kratijo na globalni ravni. Ja, v smislu kapitalnih, bom rekel, torej prometa z denarjem, no, bom kar tako rekel. Ne rečem, da perejo denar, ampak imajo določena pravila, ki ne veljajo za vse. V Luksemburgu namreč večja firma kot si, večje olajšave boš dobil na državni ravni. Juri, zdaj se mi zdi, da smo na zanimivi poti. Ne, že večkrat ste omenili, da je svoboda pravična. Ne, da je svoboda neko stanje, kjer naj bi veljala enaka pravila za vse. Tako, točno. Ampak recimo zdaj, če gledava tole COVID epizodo, čez palec lahko oceniva, recimo, da povsod po svetu, ali pa saj v tem zahodnem svetu, se recimo moč, denar in nadzor zopet koncentrirata predvsem v rokah neke peščice, kar avtomatično ne more pomeniti enakih izhodišč ali pa neke pravične družbe, če je to osnova za svobodo. Jaz bi rekel, da ni problem to, da je moč, da se koncentrira, mislim, je problem, ne? Ampak v tem oziru ni nujno, da je to problem, ni nujno. Je pa naravna posledica, da problemi iz tega potem izvirajo. Tako da ja, distribucija moči je popolnoma nepravična. Ja, distribucija moči in hkrati naš občutek nemoči. Nam se recimo zdaj, kot če greva pa, če rečeva, širša človeška skupnost, recimo zdi povsem utopično ali pa nemogoče nagovoriti ene ključnih problemov naše prihodnosti, vključivši podnebne spremembe. Ja. Zdi se, da karkoli nam je ponujeno na tem političnem meniju, fašemo gor ene ali pa druge oligarhe, ki spodaj generirajo nek navidezen konflikt, navzgor pa igrajo za, bom rekel, iste močne globalne igralce. Ja, ampak najbolj zanimiv pri temu pa je, da alternative ni. Ja, to pa sprašujem vaš čas, ne, ker vedno v zgodovini in v nekih točkah ali pa točkah preloma so imeli ljudje, ko si jih vprašal po svobodi, neke reference. Ne, niso začeli, recimo leta 1985 v Sloveniji pod rajkim socializmom, ljudje, ko si jih vprašal po svobodi, in verjetno niso začeli pokati vicev iz fantovščine. Ne. Ampak so rekli, ja, svoboda je za nas tako kot v Nemčiji. Leta 1943 so imeli verjetno tudi vizijo, verjetno razklano vsak do svojo, ampak tudi ok. Ne? No, 85. še nismo bili svobodni, tako kot v Nemčiji. No. Ne, govorim, 85. je bila neka vizija, bila je že neka težnja, o tem govorim. To pa je alternativa je bila, ne? Alternativa. Je bila, ja, kje pa je danes alternativa? Žal je ni, ne? Žal je ni in bom rekel po močnih besedah tudi filozofov je tako, da enostavno še nismo prišli do te točke, ko bi se alternativa oblikovala. Mojstrstvo današnjih politikov, ki pravzaprav pogosto ne maramo, je ravno v temu, da vozijo po robu, ne? Po tistem robu, da se alternativa ne pojavi. No, ampak kako naj se pojavi alternativa, če mi sami, zdaj smo tukaj zbrani sleherniki in slehernice in ni nas malo, ki poslušajo Toplovod, nimamo pravzaprav nobene vizije, kaj naj bi svoboda sploh bila. No, zdaj jaz imam vizijo, kaj je svoboda, je pa kaj naj bi bila, ne, absolutno, ampak nisem pristojen, niti nisem na poziciji, niti ne bi hotel biti, da bi se s tem aktivno, bom rekel, življenjsko ukvarjal. Razumem. Juri. In mnogi so po moje podobnega mnenja, čakamo, ne, do tistega momenta, ko bo res treba, bom rekel, temu dvigniti rit in zastavo. Juri, najlepša hvala za besedo iz Brusla. Ja, iz Luksemburga. Pardon, z Luksemburga. Nič hudega, ja, vse podobno. Lep večer. Enako, adijo.
Evo, toplovod nese tudi do Luksemburga. 014752202 svobodno, 22 vam želi toplovod, zato v prvi ediciji tega čudovitega leta govorimo o svobodi in se sprašujemo, začenši s tem, ne, a verjamete, da živite v svobodnem svetu, zakaj ja in zakaj ne? In spet, kaj bi bila lahko neka sodobna referenca za svobodo in kako v tem času in v tej družbeni paradigmi, družbeno-politični paradigmi sploh misliti svobodo. Dober večer. Dober večer. Živijo, s kom govorim? Tukaj pa Liljana. Liljana, živijo. No, jaz imam tako več tem, ampak dan je prekratek za vse to. No, se tema je samo ena, ne? A verjamete, da živite v svobodnem svetu? Ja, ampak svobode je več vrst. Torej, naj začnem pri začetku. Stvar, recimo, ko sem pred leti, ko sem bila še zelo mlada, razmišljala o svobodi in je bilo to v kontekstu tistih 70-ih let, mi je bil zelo všeč citat, s katerim odpre Janis Joplin oziroma ima za refren "Freedom's just another word for nothing left to lose", ali po domače. Svoboden si takrat, ko nimaš česa izgubiti. Ja. In če to poglobimo, ta situacija praktično ne nastopi nikoli. Vedno imamo nekaj za izgubiti. Mi bi se morali bolj spraševati po boje, da nam bi bilo lažje razmišljati o tem, o svobodi pred čem, od česa in v čem. Torej, svobodo po moje vedno gledamo na nek način omejeno v danem kontekstu. Ne? Ja. In zdaj, kaj je tema danes, bi se morali potem vprašati, katera svoboda. Ena svoboda je ta, da lahko sploh pokličem na ta radio in se pogovarjam z vami. Druga svoboda je ta, da ne moram početi ničesar, s čimer ogrožam druge. To se pravi, da je ta svoboda vzajemno vedno omejena. Ne? In mislim, da nam manjka v bistvu družbeni dogovor. No, ampak vse družbeni dogovor je v resnici iz ustave izhajajoča zakonodaja, a ni? Ja, seveda. Mi ljudje, ko živimo takole sproti vsak dan, imamo istega pojmovanja in ne gledamo na te stvari čisto enako. Ampak kje to opažate, recimo? Kje bi bili ti različni pogledi na svobodo posameznika in dokot sega in kje se začne svoboda drugega lahko problem med nami ljudmi? Ja, ravno v tem, da recimo nekateri si dovolijo čisto vse in trdijo, da so s tem svobodni in da jim nišče nima pravice kratiti svobode, so pravim v redu. Absolutno, ti si svoboden, kolikor hočeš, dokler ne začneš hoditi po meni in je tvoja svoboda, da me zdaj na gobec, s tem se pa ne strinjam, na primer. Ok, ja, ampak to so radikalni primeri, ne? Ja. To govori o ljudeh, ki recimo parkirajo na parkirna mesta za invalide, po možnosti čez... Ampak takih je malo, ne? Ja. Drugače smo pa mi v tem svetu danes zelo omejeni, ampak hkrati do določene mere tudi zelo svobodni, tako da ta dvojnost vedno obstaja. Kje smo svobodni in kje smo omejeni, ne? Se to me zanima. Greva si predstavljati eno življenjsko zgodbo v tem trenutku, v tem času, po teh pravilih, ne? Od zibke do groba, ne? Ja. In se vprašava, kaj lahko svobodno izbirava? Jaz recimo lahko rečem, da se štejem za v svojem dosedanjem življenju dokaj svobodno, kljub vsem omejitvam, ne. Se pravi, svobodno sem si izbrala poklic, svobodno sem menjala službe, svobodno sem si izbrala prijatelje, čutim se svobodno v tem, da povem, kaj mislim in če komu ni všeč, mi lahko oporeka, seveda, in se potem lahko pogovorimo ali pa ne, po želji. Zdi se mi, da nismo še tako zelo nesvobodni, da recimo ne bi mogli gibati čisto, kjer hočemo, pustimo pa zdaj ob strani te izjemne situacije. V vseh izjemnih situacijah vedno je bila in bo po moje svoboda omejena. Ne? Če je vojna, si omejen v gibanju zaradi vojne. Zdaj imamo pač COVID, smo omejeni zaradi zdravstvene krize. Ampak sicer, glede na to, da mi nišče recimo ne prepove imeti določenega števila otrok, kot naprimer na Kitajskem, smo to že omenjali, je to svoboda. V tem, da nimam občutka, da za mano vedno hodi en špion v civilu in me posluša in zavezuje
gleda, kaj mislim in kaj počnem, sem tudi svobodna, ne? Ok, ampak zdaj, bom rekel, oboje, kar ste omenjali, ni tako daleč ne, sej mogoče vam ne bodo omejevali, koliko otrok lahko imate, bo pa mogoče nek minimalen cenzus, koliko jih najmanj smete imeti, če sem sarkastičen. Ja, seveda. Pa tudi vohuna imate tako rekoč v žepu, pa na vsakem vogalu. Pa sej ni to edini vidik svobode, ne? Seveda ne. Ok, lahko pa res, da zamenjaš službo. To je po mojem kar veliko, ampak to je spet povezano s tem, kar je rekel Ampak prvi. spet zamenjaš službo in greš služiti istim gospodarjem naprej, ne? Istim bankam odplačuješ kredite, istim korporacijam kuješ dobičke. Zdaj sem tako malo naivno radikalen, ampak tudi na ta način se da razmišljati svobodo, ne? Vsekakor, ampak potem je tudi spet vprašanje, takoj se zaplezava v naslednjo Ja, temo. primer, otroka rodiš v ta svet, ne vtakniti mu moraš pri 10 letih pametni telefon v roke, da ga povežeš s svetom, s korporacijami, da mu operejo možgane, potem še v šoli in pri verouku in potem gre v službo in kar mu ostane od masla, mleka in kruha, zapravi na istih blagajnah. No, v tem primeru ta otrok je tisti, ki je najmanj svoboden, ker kot prvo si ni izbral, da se bo rodil, ne, ampak pustimo to. To je bolj Ne, odlično govoriva, nisi izbral, da se je rodil in naprej. Ja. Česa si še ni izbral? Ja, dokaj ne pride tam do uradne polnoletnosti, si bolj malo lahko izbira, odvisno spet od ustroja družine. Jaz, na primer, svojemu otroku ne bi kupila pri 10 letih pametnega telefona. Okay. Zdaj že moji vnuki starejši od te starosti in tudi še nimata vsak svojega pametnega telefona, si ga delijo doma. Ja, bravo. In kaj želite povedati, da si vaša vnukinja pa ne želi rozastih ugic, ki jih bo izbrala med celo Maurico baro, za razliko od njenih sodov. Ampak če bi 1-0. To svobodo bi pa imela. Če hoče imeti roza, naj pa ima. Naj pa ima. Vse, ko prej naveličajo te roza. Tudi to je svoboda. Liljana, najlepša hvala. No, upam, da sem kaj prispevala k tej debati. Hvala za dobre oddaje. Hvala tudi vam za dobre komentarje. Zelo ste simpatični. Hvala za videnje. 0-1-4-7-5-2-202, dober večer. Naj bo dober še naprej. Naj bo dober, s kom govorim? Pozdravljen, upam, da me ne boš prekinil. Ja, Igor. Ali pa bom. Igor. No, ampak v par mislih, mislim zdaj, kako pojmujeva svobodo govora, svobodo bivanja, svobodo... Igor, vprašanje je bilo zelo enostavno, a se počutite... Guillaume Apollinaire je rekel, svoboda je 300,000 svetlobnih pik v očeh, dadaist. Če se pogovarjamo o svobodi, je svoboda enega, je lahko tudi nesvoboda drugih. Svoboda je, če bi tako rekel, lahko jo varujemo, lahko jo pa vojujemo in zavojujemo. In jaz mislim, da je svet v situaciji, v kateri je svoboda enih, absolutno nesvoboda drugih. Kajti, če imamo teorijo, da z orožjem lahko dogma, ki je svet brez orožja ali z orožjem, kateri del sveta je varnejši? Tisti, ki ima orožje in se brani z orožjem kot svojo svobodo, ali tisti, ki želi biti svoboden brez orožja. Ne bom problematiziral ZDA in pištoljerosov, ki so, ampak bi pa rad rekel takole, ne. Namesto, da bi vojaške strukture, ki delujejo v službi orožarskih zvez in trgovine z orožjem in se predstavljajo kot zaščita in pomoč na skrizo ustvarjenih 70 in več kriznih žariščih in bojiščih v svetu. Namesto, da bi ti, ki otrokom v revnih deželah ter plemenskih skupnostih od Jemna do Sirije in Pakistana vsiljujejo in prodajajo 10-letnim dečkom in deklicam orožje in puške in z njih ustvarjajo armado revnih in lačnih, a osvobajajočih se in svobodo do zob varujočih oboroženih stražarjev. Če bi mi
Mislim, da je prišel čas, v katerem govorimo o okoljskih vrednotah, ne zato. Kot Slovenija z visoko razvito tehnologijo postali primer spreminjanja odnosa do prihodnosti jutrišnjih generacij bi naša država postala primer vere v jutri, bi ustanovila kot prva v svetu okoljsko vojsko, ekološko armado, ki bi lahko učinkovito reševala doma in na tujem življenja in ogrožene domove. V ujmah, v požarih, v žledu, poplavah, potresih in podorih. Igor, zato pravim, predelajte vojaške oklopnike, že končujem, predelajte vojaške oklopnike v reševalne enote za pomoč drugim, podpisujte peticije za gibanje z Bogom orožje, za ustanovitev ekološke armade namesto topcev in tankcev na poligonih vojaških enot. Mislim, da bi bil to ponos Sloveniji, mislim, da bi bil ponos strukturam, ki so izjemno tudi prizadevane kot vojaški izvedenci in tako naprej, ampak s pravim ciljem, ki je razvojen in ki seže naprej, ne pa ohranja preteklost. In če sam še to rekel... Igor, ne bo šlo, tole je že precej dolg monolog, ki sem vam ga pustil in z veseljem. Kako, a sem se jaz oglašal? Hvala Bogu, upam, da si le zbrano poslušal. Sem zbrano poslušal in... Kratko Polič je igral v filmu, ki se imenoval Igor, takole ne bo... Svobode. Da poznaš film? Film govori o četnikih in partizanih in išče resnice. In tako kot živimo v času, ko iščemo komunajzorje, Žižek je rekel, da osnova je komuna. Komuna je bila, to je skupnost. Iz latinsko komune. In ne gre za komuniste, ki jih iščejo vse posod še danes. Igor. Pač pa gre za komuno, za skupnost. Igor. To je skupnost. In če hočem sam tole še končati... Igor, to ni dialog. Ne, se ne more biti, ker mislim, da Igor, dialog v COVID-u se ga je treba odreči in delati na stvarih, ki so pomembne za druge. Igor, hvala. In bodi osamosvojen in osvobojen. Živijo. To je bil Igor, sicer imenitnim predlogom in imenitno mislijo, sploh v letu, ki se je začelo po letu, ko je bil dosežen zgodovinski rekord vseh rekordov, kar se tiče števila ubojnih sredstev, ki so jih prodali, verjetno točno tem, ki jih je omenil Igor. Ampak vprašanje svobode je pa, kljub temu, da je to logična izbira, kljub temu, da je verjetno to, kar je omenil Igor, pobuda, za katero bi bil marsikdo od nas, če ne kar velika večina, a imamo možnost in svobodo kaj takega izbrati. A ne bi bila morda svoboda to, da bi se zavedali, da obstaja potencial tudi za tako radikalno spremembo, kot je pravkar žal v monološki, ampak izbranih besed in lepi obliki izvedel Igor. Igor, hvala. Super tema za kdaj drugič. Dober večer, s kom govorim? Dober večer, s Pavlom. Pavle? Pavel. Aja, Pavel, se opravičujem, Pavel, šumivam, kot da bi se vozili v kakem... Avto. Res je. Vozite, ja. Ja, ampak bo povedal Vlad... Ja, vi me slišite v redu, jaz vas... Jaz slišim v redu, ja. Jaz vas ne. A ja, aha. Aha, zdaj bolje. No, manj bolj na glas. Se sliši? Slišiva se. Aha. Vlado kima, da je bolje. Pavel, živijo. Živijo. Evo, verjamete, da živite v svobodni družbi, v svobodnem svetu? Zakaj ja, argument, in zakaj ne, argument? Jaz mislim, da do določene mere ja, do določene mere pa ne. Se pravi, pa menim, da več, ko imaš kapitala, bolj si svoboden. Zakaj? Zaradi tega, ker imaš več možnosti, pa
pa več imaš časa. V bistvu se mi zdi, da je najbolj svoboden tisti, ko ima največ časa, pa lahko dela tisto, kar želi. Ok, ampak da bi potem merila svobodo? Jaz mislim, da se potem meri svoboda, ja. V bistvu čas, ko ga imaš na razpolago na tem svetu, da narediš nekaj, kar te zanima, oziroma da najdeš tisto, kar te zanima, pa da delaš, kar ti je v redu, oziroma te zanima. No. Da imaš, v bistvu, menim, da tisto, ko ima veliko časa, tisto je najbolj svoboden. Menim pa tudi, da mi nismo 100% svobodni in nikoli ne bomo 100% svobodni. Pavel, zdaj se mi zdi, da ste v enem takem protislovnem trenutku. Govorite, da je svoboden tisti, ki ima veliko denarja in da je svoboden tisti, ki ima veliko časa. A ni to ena ključna laž in prevara, ki nam jo prodajajo popolnoma vsaki oglasni bloki, ki jih vidimo? Ne? Tam je ključna ideja oglasov je, kaj boš ti počel z denarjem, ki ga še nimaš, v prostem času, ki ga še nimaš. Nismo se razumeli. Ja. Jaz pravim sam, da tisto, ko ima veliko kapitala, je dosti bolj svoboden, kot pa tisto, ko ga nima. Ali ga je podedoval, mogoče tisto, ko si ga je sam ustvaril, da je s tem, da je porabil veliko časa, ni toliko svoboden, kot pa tisto, ko je nek denar podedoval, da je imel možnost delati. Da se je... Pavel, pa nam Jani... Jaz ne rečem, da ne to... Pavel, zdaj ima blazno slabo povezavo. Razumem, kaj ste želeli povedati. Recimo, angleški aristokrat v 19. stoletju je bil najbolj svoboden, ko je recimo prodal koncesijo za rudarjenje in je na tono premoga kasiral ne vem koliko gvinej in mu ob tem ni bilo treba nič delati. Ampak je taka svoboda fair ob tem, kar so recimo v istem času za to neko bolj skromno idejo svobode počeli rudarji v teh istih rudnikih. Ampak to je mogoče malce bolj radikalen primer tega, ampak a so stvari danes res tako bistveno drugačne? 01475 2202, dober večer. Dober večer, Luka tukaj. Luka, živijo. Moj koncept svobode je pa mogoče malo povezan s Pavletovo, mogoče pa niti ne toliko. No, pa me zanima. Jaz bolj mislim, zadeva je taka. Koncept svobode osebne je povezan s konceptom, koliko si vpet v družbo. Ja. Absolutno si svoboden sred hoste. Lahko počneš, kar hočeš, komu hočeš, seveda drevju, skalam in tako naprej. Dokler si pa vpet v eno družbo, kakršno koli je pa tvoja svoboda tako ali drugače omejena za svobodo nekoga drugega. Okay. In seveda svobodo vladajočih struktur. To govorim zdaj lahko pogledamo današnjo Kitajsko, današnjo Rusijo ali pa staro Kitajsko. V vsakem primeru je bila, bova rekla, v navednicah svoboda vladajočih struktur je ustrezno omejevala svobodo posameznika. Ja, seveda, ne? In mi živimo v demokracijah, kjer, bom rekel, se samo omejujemo skozi demokratične procese. Ne? Saj mi dejansko izvolimo vladajoče strukture, če seveda to sploh drži. Pusto mi, da zdaj vladajoče strukture, ampak svoboda gospoda ali pa gospe, ki živi v garsonjeri, v, ne vem, bom rekel, 5. nadstropju sredi Ljubljane, je popolnoma drugačna kot posameznika, ki živi na lastnem malem posestvu v Loškem potoku. Na kak način? Zato, ker gospod ali gospa, ki živi v Loškem potoku, lahko počne, kar želi, komor karkoli se ji zapaše, se mu zapaše, medtem ko gospod v garsonjeri v 5. nadstropju v Ljubljani ne, ker ga omejujejo svobode drugih ljudi. Ok, kaj želite s tem povedati? Da je pač... To pomeni, da vsi
ki bi želeli živeti v družbi, če gledamo primer, bom rekel, teh proticepilnih agent ali pa ne vem kaj se so slišijo raznih variant, bi rekel, da je pač vsak ima pač pravico biti absolutno svoboden, da se nobeden v njegovo telo ne vtika, ampak lahko gre živeti sredi hostel. Ja, v Loški potok. Ali pa sred Pokljuke, ali pa bo rekla na vrh Triglava. Ok, Luka. Družbe je pa, ja, to je pa podrediti, ne? To, kar govorite, je zanimivo, ne? Ampak meni se zdi, da mogoče podrejanje niti ni tako bistveno, kot na nek način neka, bom rekel, spodobnost, uvidevnost in sočutje. Ne? Sej sem jaz lahko družbeno sprejemljiv človek, ki svojo svobodo prakticiram na način, da ne kratim svobode drugim, tudi brez kakšne posebne represije. Ampak nekaj drugega sem želel. Zdaj govorite o dveh, pač o tistem Loškem potoku in o tistem, ki biva med ljudmi. Ne? Ampak sej so ljudje tudi v skupnosti, torej bivajoč eden z drugim, v zgodovini dostkrat imeli skupne težnje po neki novi obliki svobode. Novi obliki svobode v stilu... Ja, novi obliki svobode, da recimo, da si je britanski ali pa zasavski rudar tamle konc 19. stoletja predstavljal svobodo drugače in jo naposled skozi takšne in drugačne aktivnosti tudi dosegel. Skratka, imel je neko referenco, imel je neko vizijo, kaj bi bolj svobodno bivanje na tem svetu lahko pomenilo, ne? Da to ni delovnik od 6 zjutraj do 7 zvečer. Mislim, da ne bova zdaj zašla v Marksovo teorijo. Ne, zakaj bi zašla v Marksovo teorijo? Zelo hitro. Ja, a vi ste želeli zaiti v Marksovo teorijo? Ne, zato ker poskušaš zapeljati tudi v to smer, ne? Ker rudar v Trbovljah ali pa rudar v Angliji v 19. stoletju je videl svobodo skozi ekonomsko svobodo oziroma svobodo svojega delovnega časa. Ja, a ni to ena... To ni svoboda. Ja, to je bila takrat njegova vizija svobode, ne? Ja, vizija svobode, ampak skozi to vizijo svobode je tudi, zato sem pa rekel, da bova šla za Marksovo teorijo. Dejansko je iz tega koncepta od 19. stoletja, koncepta svobode delovnega ljudstva zrasla Marksova teorija komunizma. Da ne govoriva o tem, kakšno zlo se je zgodilo vsled tega. Brez dvoma. Ne govorim sploh o tem, ampak govorim o tem, da so ljudje od nekdaj imeli neke kolektivne težnje in vizije, kako, bom rekel, preseči neke obstoječe kolektivne omejitve, ki jih v nekem prostoru in času čutiš. In o tem sem želel nocoj govoriti v kontekstu svobode. Kako svobodo razmišljati v tem času in prostoru, kjer se nam zdi, da smo, sploh če se primerjamo s trbovskim ali pa britanskim rudarjem iz 19. stoletja, noro svobodni. Danes smo noro svobodni na vseh pogledih. Premikamo se drastično hitreje s pomočjo prevoznih sredstev, govorim avtomobil, avtobus, avion. Ne omejujejo nas z cenzuro, ker je bila klasika, standard 19. stoletja. So bili časopisi, še posebej v starem avstrijski cesarstvu, kjer so imeli prepovedano politično debato, kar danes dejansko vidiš, da se glidane z noži, paraferiram, noži obravnavajo v časopisih. Ok, Luka, sam nikarte biti tako optimistični, pa da bo to trajalo vekomaj, ker ni res. Ne? Danes pravzaprav imaš onkraj politične polarnosti, ki si je medije razdvajala po svojih vatlih tradicionalno, imaš povsem eno novo sliko. Ne? In to je, da danes ljudi, ki si drznejo pa ne v zvezi s politiko, ampak v zvezi z nečim tretjim, pa tega niti omenjal ne bom, se pravi, zastaviti svoje ime in priimek za drugačno mišljenje in za izjavljanje le tega, ne, so lahko hitro kaznovani, ne bom rekel cenzurirani, vsekakor pa kolektivno zasmehovani. Pojdite na Twitter, tam je tega na terabajte. In to niso več nepomembna omrežja.
So mi poznani te, bom rekel, omrežja in principi delovanja vernikov. Ja? Niti ne vernikov. Pravzaprav se je zgodilo, da recimo so ljudje, ki so kljub vsemu želeli argumentirano podvomiti v neke, bom rekel, novo nastale dogme, ki v resnici so dogme, ker ne vemo prav zagotovo, ali držijo ali ne, so bili zasmehovani, so bili recimo mediji, ki so objavljali njihova mnenja, množično pozivani k temu, da naj jih vendarle cenzurirajo. Ste poslušali recimo nastop Branka Gradišnika v nedeljo, se mi zdi, ali je bilo to v soboto, v Odmevih? Moram priznati, da delno. No, dajte si ga poslušati, tam ni bilo nič tako pretresljivo groznega, ampak so se pa recimo na družbenih omrežjih pozivi k cenzuri, naj pa medij vendarle cenzurira in ustavi tega norca, ki nasprotuje splošno uveljavljeni resnici, ki so v tem trenutku vse to, kar imamo, da naj ga vendarle ustavi, da naj mu vzame glas, da naj ga cenzurira. To se mi zdi nek tak nov pojav, da se morda spet vračamo nekam, kjer ne želimo biti razmišljajoč o svobodi. Če se vračamo v moji osnovni predpostavki nazaj, pritisk družbe in omejevanje svobode drugega za tako imenovano mojo svobodo bom rekel, večjih kolektivih ali v družbah, je popolnoma drugače razumljeno kot nekoga sredi Loškega potoka. Ok. Luka, najlepša hvala. No, hvala lepa, srečno. Srečno, dajte še kdaj poklicati. Telefonske ne bom več oglaševal, ker je taka ura in ker sta polna. Dober večer. Halo, dober večer. Miha. Živijo, s kom govorim? Ja, lep pozdrav, Robert, tukaj z Primorske. Robert, živijo. Robert, počas bo treba pristati to oddajo. Ja, se vidim, še par minut, ne? Tako da bom kar strno mislil. Tisti pred mano sogovornik je bluzil in edino, kar je točno povedal, je rekel, da je svoboda nora. Halo? Ja, dajva nadaljevati. Se slišava? Svoboda, da je svoboda nora. In to je pomeni višek svobode. Preveč svobode je v tem svetu. Preveč. Tako, ker svoboda je zmeraj, mene je zmeraj omejena svoboda drugega. Torej, absolutne svobode ni, ne? In svoboda se je zdaj v zadnjem času zlorabila v imenu človeške požrešnosti. Ker on je citiral prej Marksa in ne vem še kdo je prej Igor neke utopične stvari, ampak jaz bom citiral pa Darwina. Jaz, na primer, sem se rodil v komunizmu, študiral in so šolal v socializmu, delal v kapitalizmu in zdaj me čaka, ko je rekel Žižek, neofeudalizem in mogoče še kaj več, ne? Se pravi, gremo nazaj s tem, ker smo širili prak svobode, ne? Halo? Poslušam. Ja, jaz recimo glasbo, ne? Se da zelo kratko povedati, ne? Bla, 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 ne? Greta. Ker v bistvu, jaz sem čakal, da bo prišel gor na govorniški oder in da bo rekel drugovi drugarice, ne? Katastrofa je tukaj in zato predlagam, da bo gospodarska rast za naslednje leto recimo 0,01%. In rulja bi skočila gor, ne? In bi rekla, to ne bo šlo, ker da bomo preživeli, ne? Halo? Ja, poslušam. In on bi vehementno povedal nazaj, gospodje, pa zdaj se nismo zbrali tukaj, da bomo reševali vas. Zdaj smo se zbrali, da rešujemo planet Zemljo. In vi se morate rešiti sami, ker že 30 let, 40, 50 bluzite in potate neumnosti, da boste svet rešili, v resnici ste pa si svojo svobodo diktirali sami, ne? In zato smo krivi seveda mi, ne? Moja generacija, tvoja malo manj vaša. Hvala. Ker smo vse imeli, pa nismo znali ceniti. Se pravi, da smo v bistvu dovolili, da se pač razporeditev sveta in tu
spusti oziroma Razumem. velik kapital. Razumem, morala bo končati. Ja, dobro, vse lahko končava. Odlično, če vas lahko povzamem, skratka, da ta maksimalna in najbolj benevolentna svoboda je, ko se svobodno samo omejiš v imenu svobode. Točno, zato ker sedaj se je zgodilo, da so svobodo diktirali močnejši in zato nastanejo revolucije in jaz čakam revolucijo. Recimo, če je sveti Janez Grosupeljski povedal, da zna biti, da smo levi fašisti, potem je treba osnovati celico tigra, ki bo to še malo v svetu. Lejte, dobro, zdaj, 2022 je. Malo Alan Fordovsko, ampak ne, Miha, to nas čaka. Kaj ti. Okay. Res je svobodo moral človek izboriti. Nikoli mu ni bila podarjena. Tudi svobodo tistih osvoboditeljev, tudi svobodo, tudi osvoboditeljev se je treba vedno osvoboditi. Ja, točno tako, ker zadnjič, ko sva se pogovarjala... Kako mi zvenite kot en tak potencialni osvoboditelj? Ne morem, ker vprašanje je, kdo bo to napravil in vprašanje je logistika, koliko nas bojo uspeli kontrolirati. Nič ne bo iz tega. Osvoboditeljev se še najbolj bojim. Najlepša hvala. Ja, lepo zdrav, hvala enako. Lepo noč. Ja, morda pa tole res zaključna misel toplovoda. Najbolj se je pa od vsega zabat osvoboditeljev. Zgodovina je glasna priča tega. Spoštovani in cenjeni, toplovod je v tem trenutku končan. Če ste ga zamudili, ga dobite na naši spletni strani ali pa se nanj naročite pri vašem spletnem dostavljavcu podkastov in ga še svežega, ko ga danes, na primer, Vlado, sicer Cirej, zavije, dobite pok v vaš žep. Matevž, sorry, ker nisi dobil linije, tolažilna nagrada sledi.